Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v še eni oddaji Čajanka za dušo, kjer se nam zopet obeta zanimiv pogovor in seveda se že veselim tegale dobrega čaja, ki ga naša gostja tako z veseljem in pa tako dobrega pripravi. Obeta se nam tudi zanimiva tema, beseda bo tekla o manifestaciji obilja. In ja, vse več ljudi srečujem, ki imajo poleg redne službe tudi honorarno delo, da bi več zaslužili. Pa vendarle, je treba temu tako? Mora človek delati, da več zasluži? Ali pa je morda samo neka blokada ali pa nepravilen odnos do denarja? Če je, potem je to možno odpraviti in na ta in vsa druga vprašanja bo odgovorila danes naša gostja Aleksandra Winkler-Drole, ki jo v tem trenutku z veseljem pozdravljam in iz v bistvu odlomka iz spletnega programa, ki je te dni že na voljo v ponudbi Aleksandre Winkler-Drole, bova danes predstavili tukaj in z veseljem še enkrat pozdravljam našo gostjo. Na zdravje! Aleksandra, ja, zanimiva tema, sem rekla, da se nama obeta in tudi aktualna tema. Zelo aktualna. Manifestacija obilja. Praviš in trdiš, da je več razlogov in vzrokov za pomanjkanje obilja in posledično tudi do denarja. In prvi razlog je neodločnost. Kaj bi povedala o tem? Ja, jaz sem tekom mojega življenja prebrala ogromno knjig, kako manifestirati pot do obilja in te komercialne knjige. In po temu sem začela, da vse ne deluje za vseh in da vse ni narobe pri vseh. Sama sem nekako ven izluščila 9 skupin, kjer lahko posameznik, se pravi preko mojega tečaja, to pošljem tudi tako nihalce, odčita, na kateri izmed teh 9 področji ustvarja pomanjkanje. Se pravi, točno 9 teh bova danes naštele, zato tudi lepo, dragi gledalci, zdaj se že poznamo, vzemite svinčnik, danes bom častila. Ne častim en odlomek iz mojega programa Hit poletja. Ja, tako da naši gledalci in gledalke imajo danes možnost, da si pripravijo pisalo in papir in da potem preko teh razlogov, ki jih boste danes predstavili, tudi ugotovijo, če pri njih prihaja do pomanjkanja ali pa kje bi lahko ustvarili še več obilja. Tukaj smo ljudje, bi se reklo, intuitivni in razumski. Jaz vztrajam pri tem, da moramo uporabljati obe dve roki, kot obe dve polovici možganov. Se pravi, razumska in tista, kjer so shranjene slike, intuicija, občutki, abstraktna, rečemo temu. Leva in desna, tako kot leva in desna roka, naj si sodelujete med sabo. Se pravi, en način je, da mi razumsko, tako ko smo mi prelek sva bile lepo v maski, povedala, da poznaš nekoga, ki pod 9. točko ustvarja pomanjkanje, ravno zaradi te točke 9. Ljudje lahko že po mojemu programu razumsko prečekirajo. Aha, zdaj pa razumem sebe, oziroma zdaj pa razumem tega pa tega, znanca, kolega, brata, sestro, otroka. Zakaj ustvarja pomanjkanje? Drug način pa je, da ko boste v mojemu tečaju, dragi gledalci, boste dobili podobno nihalo temu, ne točno tako, ki jih več ni, to sem dobila dolga zgodba, kje in kako, in boste odčitali, koliko od teh, bolj natančno, ampak to je samo ena lekcija od mnogih, ustvarjate. In ja, kar začnimo, pol ure bo hitro minilo. Prva je neoriginalnost. Če nisi to, kar si, se pravi, da si copy-paste, kopiraš od nekoga, to običajno ne ustvarja obilja. Vemo, da so uspešni glasbeniki sicer najprej delali na tem, da so nekoga kopirali, da so vadili, potem pa ne ustvari svoj stil in izraža sebe. Se pravi, vsakokrat, ko nekdo ni originalen, to pomeni, da ni to, kar v resnici je,
ustvarja več ali manj pomankanja. To pomeni, če se nek glasbenik trudi biti frizerka, samo zato, da preživi, ker se boji, da mogoče glasba ni področje, kjer bi on dovolj zaslužil, ali pa slikarstvo, ali pa neki, ustvarja pomankanje. In to je neoriginalnost, ker se ne izraža originalno, to jaz sem. Tu so moje dušne kvalitete, tu so moji darovi. Se pravi, to je prva stvar. In temu rečem, da ne oddaja neke vibracije, to sem pa jaz. To nisem jaz, to ni zame in posledično ne uspe. Se pravi, prav je, da imamo vzornika, da se po nekomu zgledujemo, ampak v resnici moramo biti pa to, kar smo, pristni, originalni in razlog, originalnost potem deluje. Deluje. Se pravi, čim bolj si originalen, tu si lahko 90% originalna, recimo, če bi šla preko mojega tečaja, zdaj si lahko rečeš, ja, jaz sem originalna, veš, delam to, kar mi leži, nekako, tle greš pa odčitati, koliko je tega, a si 60, a si 90, a je bilo 10 let nazaj tako, ali bom, kako ne v prihodnje izbiram odločitve, da bom še bolj originalna, da bom še več jaz, da bo še več tega, kar jaz resnično počnem z največjim veseljem, in čim manj tega, kar mi je muka, mora, včasih res moramo narediti stvari, recimo, mogoče tudi meni vožnja z avtomobilom, pa zastoj na cesti, malo mučno, ampak to je samo toliko procentualno malo tega. Nisem šofer, nisem... To je procentualno zelo malo pri meni, ne? No, se pravi, prvi razlog... Je neoriginalnost. Se pravi, bolj ko smo originalni, več obilja. Ampak to je prvi. Kaj pa pomeni, da smo neporavnani z namenom? Tudi to je razlog za pomankanje obilja in kot drugi razlog za pomankanje, se pravi pomankanje denarja, boste sedaj predstavili neporavnanost z namenom. Z namenom. A smo že kdaj se zalotili, recimo, bereš v eni reviji recept za hujšanje, kako shujšati, pa pride otrok, mama, kaj bi danes, naročimo halopica. Ja, daj še zame, kakšno boš? Mislim, v isti sapi bereš, kako bi bilo fino shujšati, recimo, in nekdo pride mimo, a naročimo pico ali pa nekaj, a boš tudi nekaj, kar redi. Se pravi, neporavnanost z namenom je to. Mi nekaj hočemo, ampak v isti sapi delamo kontra k temu, kar mi hočemo. To ustvarja pomankanje, ker pomankanje denarja, ne? Mi hočemo... Zadnjič se me je pritožila ena stranka, jaz imam tudi take pritožbe, pravi, ja, veš, koliko imam jaz dela, imam po 10 ur na dan, recimo, ali pa 8, poln delovni čas. Ja, ampak sej, ko pomislim za nazaj, sej jaz sem to hotla. Ne, se jaz sem to hotla, imeti polno dela, polno tega, da bom več ustvarila. Nekaj smo, se pravi, neporavnanost z namenom se zgodi takrat tudi, ko se naš ego se krega z višjim jazom. Višji jaz nas vedno vodi v skladu s poravnanostjo z namenom. Ego pa se temu skrega, ego pa je ko en razvajen otrok, bi jedel sladkarije, bi se zabaval, bi se igral, ne bi se izognil nekim stvarem, neki hoče, nečesa noče, kar je dobro za njega. Višji jaz pa nas vodi. Se pravi, v primeru neporavnanosti z namenom, v isti sapi razmišljamo o tem, kako bi se rešili kilogramov in že v naslednjem trenutku halopica. Se pravi, grozno, en tak primerček neporavnanosti. Ampak ljudje tudi v poslu delajo velike neporavnanosti. Višji jaz jih vodi v eno smer, njihov ego pa v drugo in pride do konflikta in ne ustvarjajo obilja. Skratka, za tisto, kar se odločiš, moraš... Strajaj. Pa je cilj zagotovljen. Tako? Ja, nekateri pa samo čakajo in čakajo, da se nekaj zgodi, ampak v bistvu nedelovanje, potem pa kontra naredijo. In tretji razlog za pomankanje obilja je nedelovanje.
Se pravi, če ne delaš, ne moreš. Čakaš, nič ni. Še čevelj se, brez muje se še čevelj ne obuje, a ne? Pravijo. Ja, ljudje si zastavijo svoj cilj, recimo imajo, dajmo reči, da je ta cilj zastavljen in da je poravnan z njihovim namenom, se pravi, če rada govori, rada poje, rada pleše, da to tudi počne, a ne, in da je to tudi prinaša en honorar. Ampak, če se ne sproži energija na tridimenzionalnem nivoju, se pravi, če ne vložimo svoj fizični obstoj, to je 3D, v nekaj, da ne naredimo niti prvega koraka, potem rezultatov ni in je to zastonj pričakovati. Ljudje so še zmerom, jih najde neki ljudi, če mi je namenjeno, se bo to že zgodilo. In tle jih lepo prosim, namere ustvarjaj sama. Ti si moraš namere, vrt se ti ne bo sam posjal, razen s plevelom. Tako. Ja. In ko si ustvariš namero, potem deluj in pojdi proti cilju. To je pomembna stvar. Se pravi, ta tretji, je tudi, če nismo pripravljeni, v bistvu si nekaj želiš, ampak nisi, lahko na en način nisi pripravljen. Recimo, želiš si napredovanja v službi in imaš plan, se pravi, dosežem ta minimum, presežem minimum, so zadovoljni z mano, sem najboljša, naprimer, tajnica in vemo, da bo razpis za višjo tajnico. Ampak, ko je razpis zunaj, se ustraši in se ne prijavi. Ja, pa ste se prijavila, recimo, ki ste jih spremljali celo leto, nekatere, tiste, ki se za to odločijo, tudi vi, dragi gledalci, tudi vam je pot odprta, preko se prijavite na brezplačne novice, da pol vam lahko pošljemo, kje smo, kaj imamo. www.omgarden.si. Ja, je obrazec za brezplačne novice in najlažje tako. Če pa kdo nima interneta, je tudi tam za SMS, ki bi rad ker program. Se pravi, bi rada vse, je poravnana z namenom, recimo, da je tajnica in bi rada delovno mesto za višjo tajnico, celo ve, da je že razpis zunaj, potem me vprašam, ja, pa si se prijavila. Ne, a veš, zakaj ne? Ja, pač nisem bila pripravljena na to. Se mi je zdelo, da ni še čas, da bo. Ja, kako? Oddati moraš vlogo, oddati moraš prošnjo, narediti, moraš delovati moraš v tem stilu. Tako da želja tudi ni dovolj za napredovanje. Absolutno. No in že sam pregovor pravi, da gre osel samo enkrat na let, ljudje pa tako radi ponavljamo in ponavljamo predvsem napake. In četrti razlog pomanjkanja do obilja je ponavljanje. Morda kaj več o tem? Ja. Ljudje, recimo, to res ponavljajo in pričakujejo, da se bojo zgodili drugačni rezultati. Se pravi, če eno nisto delaš, pa pričakuješ drugačne rezultate, je to absurd, neumnost. To se ne more zgoditi samo po sebi. Pomembno je, da ko vidimo, da nekaj ne gre, da pravi čas ustavimo, da mi lahko nekaj odnehamo, lahko celo porušimo, če smo nekaj zgradili in nam ni všeč. Naprimer, mnogi smo se prekvalificirali. Pač narediš šolo, takrat se ti je zdelo to v redu, ali pa z izpiti se naučimo nečesa novega. Vedno je pomembno, da ko vidimo, da nekaj ne gre, da to ustavimo, da začnemo na drugačen način, nekje drugje. Lahko v istem poklicu, v isti službi, v isti stroki ostanemo pri drugem delodajalcu. Čakati na čudež, da se ti bo nasmehnilo nekaj in padlo z neba, ni primerno, ker mi ljudje smo v tem življenju zato, da kreiramo, da sproti budno spremljamo. Se pravi, ne ponavljate napak, ampak v bistvu naredite nekaj novega in najdite sebe, da boste originalni in da boste uživali v tem, kar delate. In če človek uživa, nekako tudi potem je uspešen. Peti razlog, zmeda. Zmeda. Se pravi, tukaj je lahko
več stvari. Ljudje imajo preveč ciljev, ne? Ali pa zmeda. Čakaj, kam bi šli na dopust? Ali bi šli v hribe, ali bi šli na morje. Eden od družinskih članov bi šel v toplice, drugi v hribe, tretji na morje. In če, ja, saj ne vem, kam bom šla, bom že nekam šla. Na koncu ostanejo doma, ne? Ali pa so nezadovoljni. Ja, pa se vse zasedeno, veš, že lansko leto so mi rekli, vse je bilo zasedeno na slovenski obali, nekam smo. Ja, ne, treba je prej. Se pravi, zmedo lahko ustvarjamo, ker ne vemo, kaj bi, in pol, če rečeš, ma se ne vem, kaj bi, ali kam bi šel na dopust, ali kaj bi počel v življenju, potem se ti ne vidiš priložnosti. Ali pa imaš preveč želez v ognju, pa bi to, pa bi to, pa bi to. Se pravi, 3, 4, 5 cilje imeti, je to zelo veliko. Se pravi, hkrati bi bila rada glasbenica, najboljša podjetnica, pa še mama, pa še noseča zraven. Mislim, da bo treba tle izloščiti en najpomembnejši. Recimo, mnogi pridejo do meni, ja, kaj ne naredim, ali ne karijera, ali še enega otroka. Ja, to je pa vaša odločitev, vaša stvar. Pomislite, zdaj, recimo, biološka ura nam pravi, ženska ne more biti zelo pozno mama, recimo, malo težko je. Tako da tle preveč idej, preveč planov, preveč želja ustvarja to zmedo, ja, in ljudje v tej zmedi ne manifestirajo ne denarja, ne obilja. Ko se nam en cilj uresniči, se nam po nekem čudežu začnemo vibrirati s tako pozitivno energijo, da nam tudi druga področja prinese ta naša vibracija, uspeh in zadovoljstvo. Govorimo, sicer smo v programu dali poudarek na obilju denarja, ampak govorimo tudi o drugih stvareh, ker vse tle zraven nekako se pokriva. Kako boš imel obilje denarja, če nimaš obilje zdravja, če se razumeva? Kar je bistvo na prvem mestu. Bistvo je tudi dobro počutje, da se človek dobro počuti, da ustvarja tako vibracijo, da privabi te energije obilja. In s preveč plani naenkrat lahko ustvarjamo obilje. Sploh pa, če nisi človek, ki bi bil organiziran, in da si preveč v bistvu naložiš na rame in potem ta zmeda, potem res nikako ne moreš. In še nekaj je, ljudje smo tlele, določeni ljudje smo večopravilne osebnosti. Mislim, da sva tle že dva primerka večopravilnih osebnosti, eni pa niso. To je pa še precej bolj specifična tematika. Recimo, za večopravilni ljudje lahko tudi dve stvari, se pravi dober posel pa dobra družina. Recimo nekako jim to, pa na kakšne sejme z otroki, recimo, tudi jaz sem to hodila, z mojimi so bili še zelo majhni, pa še plenice v avto, pa vse knjige, tako da za 3 dni smo se selili, kot da bi šli na dopust za en mesec, cela družina. Če smo večopravilne osebe, to nekako gre, če pa to ni človek, je pa boljše, da ima en prioritetni cilj, da ustvari obilje. In da ne pride do zmede. Do zmede, ja. No in šesti v bistvu razlog je neodločnost. Ljudje moramo biti odločni. Odločni. Se pravi, zadaš si za cilj, jutri bomo za kosilo to. Ne, pridem v trgovino, ja, ne, zdaj pa ne bi kupila sestavin za to, zdaj bi pa čez nekaj drugega. Neodločnost je pogosto stvar, ko človek dobesedno razmišlja, pa se ne vem, kaj bi, ali pa se celo, ko si nekaj želi, tega hkrati boji. Se pravi, bi imela otroka, ampak se boji, da bo potem ne vem kaj zmeda v družini. Neodločnost je tudi takrat, z energijo neodločnosti pošiljamo v kozmos neka taka dvoumna sporočila, da kot da bi bili, recimo, ne vem, izgubljeni. Evija, veste, kam se pride po tej poti tja. Ampak ne vemo, je to v redu, da mi gremo tja ali ne. Tako da, če nisi prepričan, ustvarjaš, pošiljaš v kozmos sporočilo neodločnosti in ne ustvarjaš obilja oziroma ustvarjaš veliko pomanjkanje v denarju, v poslu. Da se pravi, za kar se odločiš, ne smeš biti zmeden in biti dosleden in odgovoren. Sploh pa mora biti to v skladu s tvojo božansko dušno matrico.
Jaz se potem si zadovoljen in v to v bistvu vibriraš, ne? Ja, če si tako. odločen. Ja, No, moraš biti. tako, in 7. razlog je neskladnost. Se pravi, včasih si nekaj želimo doseči, potem pa naredimo glih nekaj kontra temu. To je neskladje in to je vzrok za pomanjkanje obilja. Ja, zdaj neskladje je lahko, da se prehitro odločiš za nekaj ali pa da zamudiš priložnost. Neskladje z namenom je tudi to, da opravljaš ali poklic, ali hobi, ali pa da živiš, recimo, mene uničuje življenje v mestu. To je dejansko neskladno z mano. Jaz sem toliko ljubitelj narave in zjutraj, ko se zbudim, sem najbolj srečna, če slišim ptičje petje. Ne pa mestni vržvež in hrup in te velike avtobusne postaje, železniške in hitenje in promet. Se pravi, to bi že meni ustvarilo pomanjkanje, če bi živela v mestu. Že samo to je veliko neskladje. Tako da tudi v tečaju, ko gremo z nihalom, recimo odčitati, recimo je vprašanje, ali pošiljam konfliktna energijska sporočila v univerzum, ali pa je neustrajnost, se pravi, da človek ne ustraja, da prehitro obupa. Koliko ljudi se loti glasbene šole, me je zadnjič razlagal. Prvo leto jih je zelo veliko, tretje, četrto leto, recimo, jih ostane pa samo še peščica. Mnogi kar odnehajo in žal, takrat, ko bi mogli ustrajati, nehajo. In to tudi, pol pa ni uspeha. Pa se pa čudijo, kako mi ni uspelo, ali mi ni bilo namenjeno. Ne, nisi se trudil. Nisi deloval. Tako, za vse se moramo nekako truditi, da smo zadovoljni in kot sem že prej rekla, da potem vibriramo tisto pozitivno energijo v univerzum. Če smo zadovoljni in potem še ustvarjamo obilje. Komuniciramo vsi, ampak napačna komunikacija v bistvu na energijski ravni je tisto, kar je vzrok za pomanjkanje obilja. Napačna komunikacija, ja. Se pravi, koliko ljudi hodi po svetu s tole masko, bi se reklo temu. Kako si, fino, dobro, lepo, lepo, in ni resnice. Se pravi, človek lahko laže sam sebi. Če bi po resnici povedal, joj, krizo imam, ne grejo mi stvari, pa bi nekdo rekel, a res, a nimaš dovolj posla, dela, imam zate eno idejo, recimo, prijatelj, prijateljica, tako ljudje, in bi se že rešil. Se pravi, napačna komunikacija je lahko dobesedno komunikacija, tako kot napačna komunikacija je zavajanje, laganje, ali pa je napačna komunikacija tudi, da recimo, ko si nekaj želiš delati, pa tega ne poveš nikomor, ker se bojiš, da ti bojo vsi v kali zatrli tvoje ideje, da bo rekli, nehi, to pa ni. Recimo, bi račel nekdo na študij v tujino, pa se boji povedati doma, recimo staršem, da bi ga finančno podprli, da ne bojo, kaj pa vem, in pol raj niti ne povete svoje želje. Se pravi, ljudje ali lažejo, niti ne vejo, da lažejo, zavajajo sebe, zavajajo druge, predstavljajo eno plat resnice, živijo drugo resnico, ali pa celo sami s sabo narobe komunicirajo. Ali pa sploh ne komunicirajo sami s sabo. Tako da to je spet razlog za ustvarjanje. Dobra komunikacija, se pravi z drugimi, z okoljem, s sabo, resnična, pristna, je pot do obilja, ustvarjanje obilja denarja. Obratno, ja, dobra komunikacija. Ali pa, če odčitamo tlele, recimo, koliko procentov je prisotna napačna komunikacija, ali pa kakšno je tle ustvarjeno slaba energijska vibracija. Ta je tudi slaba energijska vibracija, se pravi slaba komunikacija je tudi piti alkohola, droge in tako naprej. Že tam je, vemo, kako je pogovarjati se z enim treznom ali pa, ki pijo čaj, tako kot midve, ali pa kako je pogovarjati se z enim, ki je v pijanem stanju. Zopet neka maska, pod katero deluje, ne? Ja, umetna fasada, nekaj umetnega je v njem. Se pravi, za dobro komunikacijo moramo imeti tudi trezno glavo, ne?
No in 9. razlog Ja. je sram. Sram oziroma sramota in tudi strah pred tem, da bi bili osramočeni. Ljudje si že vnaprej predstavljajo, recimo zadnjič sem brala, ti poješ narodne pesmi, ja? Tudi. No, to jaz vem, drugi mogoče, ne vem, te bolj poznajo vsi, ko jaz, kako. Recimo eni mladi pravijo, ja pa harmonika, pa to je narodna muska, kakor da to ni moderno za mlade, ali pa slovenska muska, da to mora biti neka tuja, da si fancy ali da si wow. In se pravi, ko je ljudje kar neki sram, ki si neki domišljajo, da bojo drugi mislili o njih. Tako. In potem ne moreš biti pristen in ne moreš delovati v skladu s tem, kar želiš. Ja, v bistvu te je sram. Ali pa greš in se prisiliš in recimo, kaj pa vem, če ni prvi rezultat, wow, pa super aplaus, recimo, da je človeka neki sram pri sebi, joj, to ne ustvarja obilja. Se pravi, tega se moramo rešiti. Jaz sem se tega tudi rešila, recimo, tudi pred 25 leti, ko sem jaz začela s temi mejnimi znanostmi, vedami, vejami in tako naprej, je bilo nekako, wow, kaj pa je zdaj to, ta se pa ukvarja s čudnimi stvarmi, takole v navednicah. In nekako, sem pa videla, da je šlo, da je bilo ljudem zanimivo to, kar počnem. Je pa res, da ne moreš biti vedno vsem všeč. Ne moreš biti in to moraš sprejeti. Vsak ima možnost. Ja. Pridi ali odidi. Tako. In smo pristni in spet lahko ustvarjamo obilje. In če še enkrat ponovimo vseh teh 9 razlogov, ki so razlogi za pomankanje obilja oziroma denarja. Prva je neodgovornost. Neodgovornost. Oziroma, ja, kaj sva rekla, prva je neoriginalnost, se pravi copy-paste, prva je copy-paste, druga je, da nisi poravnan z namenom, se pravi, rad bi skušal in naročiš pico ali pa rad bi bil manekenka, pa se niti ni to zate. Dosti punc mi je reklo, jaz, ko bom velika, bom manekenka, ko bom odrasla. Ni izgledalo, da je v tem smislu. Se pravi, nedelovanje, se pravi, še čevelj se ne obuje brez muje. Četrti je ponavljanje napak. Ja, eno nisto in čakaš, da bo drugače, ne bo. 5. je zmeda. Zmeda, se pravi, preveč železa v ognju ali pa preveč ciljev in pol niti ne veš, kaj bi, preveč vsega. Ali pa zmeda tudi ustvarja, ko se bojiš, da ti bo celo nekaj uspelo. Tako, ko smo že imeli eno tajnico, ki ni bila prepričana. Tako, 6. je neodločnost. Neodločnost, podobno kakor zmeda, neodločnost tudi ustvarja energijo zastoja. Se pravi, ostaneš tam, ker se ne moreš odločiti, tudi kako da bi stal sred križišča. Čakaj, kam ne grem, na kateri izvoz ne grem, pol se pelješ še en krog, pa še en krog. Da najdeš potem eno pot. 7. je neskladnost. Ja, neskladnost, se pravi, z namenom, da nisi poravnan s tem, kar hočeš. In 8. napačna komunikacija. Laganje samo v sebi, ja, smo rekli. In pa 9. alkohol, droge. In pa 9. sramota. Sramota, sram te je. Se pravi, to pa sem jaz dostikrat doživela in premagala to. V glavnem, ljudje so mi čestitali za moj pogum, že pred 25 leti, da sem šla pred kamero, ni me sram niti narečja, niti tega, kar delam, absolutno nič od tega, ampak vse to me je bilo včasih. Tako da, če še kdo se najdu v kateri od teh točk, naj ve, da če želja potem, da bi živel obilno življenje, taka močna, premagaš vse to. To je samo ena lekcija od 10, to je samo
en dan. No, sedaj smo predstavili le eno lekcijo iz obsežnega programa Hit poletja v 3 delih, ki ga je pripravila Aleksandra tudi za vas, drage gledalke in gledalci. Skozi celotno poletje bo Aleksandra na spletu na voljo, tako da obrazci so že na spletni strani www.omgarden.si, lahko si jih seveda zagotovite in ta obsežni program, kot sem rekla, bo potekal v 3 delih in prvi del je preroška intuicija, drugi del je mojster manifestacije denarja in pa tretji del transformacija energije v denar. Vse to bo na voljo čez celotno poletje, tako da mogoče... Začnemo s prvim delom, ja, lahko se nekdo odloči, da kupi samo prvi del, ne? Lahko pa zakupi cel paket, ja, in 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ne glede na to, kje si, na plaži, ob morju, v hribih, kadarkoli, vse te počaka gor in hkrati boš že v drugi stopni, se pravi, boste že v drugi stopni imeli nihalo in si točno pri sebi za vsak zastavljen cilj in plan. Se pravi, vedno, ko prideš od točke A do točke B, je vmes veliko križišč in na vsakem križišču moraš preveriti, ma ne samo teh 9 točk, še veliko tega. Se pravi, prvo začnemo, že zdajle smo začeli s preroško intuicijo. Se pravi, postani sam svoj prerok, nadaljujemo z intuicija in denar in tretji del bo pa čez poletje čisto nov, ki ga ni bilo še nikoli. Se pravi, tu vse za to poletje in kadarkoli, kjerkoli ugodnosti so, ne bojo pa vedno, in tudi vsi moji poletni tečajniki dobijo zelo velik popust, ampak ne bom povedala tle, ker lahko vsak hip zgine, tudi za regresoterapijo in kvantno hipnozo. In tudi to je odlična priložnost za vaš uspeh in seveda za napredek. Aleksandra, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala. In kmalu zopet na snidenje. Kmalu se vidimo. Tako, zopet se veselim najine čajanke. Vam, dragi moji, pa hvala lepa za družbo in vašo pozornost in srečno do prihodnjič.